Dober dan, gospod Čeferin. Ponovno so vam aretirali klienta. Kakšni so bili te razlogi za odvzem prostosti včeraj? Razlogov ni bilo. To je policija sicer zelo dolgo časa potrebovala, da je ugotovila. Najprej so aretirali mojega klienta pa gospoda Penka, potem pa jih nihče ni zaslišal. Opravljali so nobene hišne preiskave in ob 5. zjutraj po spektakularni akciji so jih izpustili. Jaz si drugače ne moram predstavljati, kot da so zelo dolg časa rabili, da so ugotovili, da v zakonu ni kaznivega dejanja nezakonito druženje. Ampak zakaj zapečatiti vozilo od gospoda Zidarja in narediti to spektakularno zadevščino? Kaj bi lahko bilo v vozilu, če se je gospod Zidar namreč srečal s gospodom Penkom nekaj druge? To boste morali vprašati policijo, ampak verjetno zelo spektakularno za medije izgleda, če zapečatijo avto v pričo ljudi. Je pa tudi simptomatično, da sem jaz kot njegov zagovornik o aretaciji izvedel ponovno od nacionalne televizije. Ja, gospod Vodušek je na licu mesta sicer imel raport, ampak je rekel, da so ga poklicali ljudje, ki naj bi videli, da se nekaj dogaja v Zupančičevi jami. Vi očitno temu ne verjamete, da je temu tako. Zanimivo, da so poklicali ravno gospoda Voduška, že večkrat mimo idoči. Povejte mi, kaj pa je potem počel gospod Zidar, vaš klient, v času od odvzema prostosti na Neubergerjevi do tistega, mislim, da nekaj čez 11 večer, ko so ga pripeljali v policijsko postajo Moste? Policija je potrebovala, jaz mislim, da 4 do 5 ur, da so uspeli sestaviti odločbo o pridržanju. Ampak za to odločbo, kaj, verjetno potrebuje tudi kakšno mnenje kakšnega sodnika? Ali ne? Ne, to je policijsko 48-urno pridržanje, ki je lahko dokaj neutemeljeno, zaradi tega, ker imaš pravico do pritožbe, pritožba pa ne zadrži izvršitve in preden odločajo o pritožbi je pridržanja že konec. Razložite mi, kaj pa sta se, ali pa kaj sta pila gospod Penko in gospod Zidar skupaj na druženju? Ne vem, kaj sta pila, če sta sploh kaj pila. Vem, da sta se srečala, to sem zvedel včeraj. Kolikor vem, je pa, naj bi pa gospod Penko postal z jutrišnjim dnem odvetnik in morda sta se posvetovali v zvezi s kakšnimi pravnimi vprašanji. Kolikor pa sem vedel jaz in kolikor vem o pravni državi in kolikor poznam zakone, je nekako za svobodne ljudi še zmeraj dovoljeno, da se družijo in da to samo po sebi še ni kaznivo, ampak izgleda, da se ta praksa spremeni. Bi lahko gospod Zidar vplival kakorkoli na gospoda Penka oziroma prek gospoda Penka na sodnike, tožilce v državi in karkoli? To je popolna neumnost. Niti ni tega poskušal, niti ni gospod Penko se o tem z njim pogovarjal. Razen tega, kolikor jaz vem, gospod Penko de facto ni tožilec že nekaj časa. Ne dela nobenih stvari. Te trditve so smešne. A mi lahko zaupate, gospod Čeferin, ali vašega klienta sledijo tajno? Kajti kako so lahko tako spektakularno hitro naredili to aretacijo in zvedeli, kje se pač s kom se druži, kaj počne? Kolikor jaz vem, naj bi dobili neko informacijo, da se je naj bi dobil s Penko in na podlagi tega so policija odredila tajno opazovanje in sledenje. Ali lahko zagotovite, da bo, zdaj, če je prišlo do tega lapsusa oziroma flopa policije, kaj sledi? Bo gospod Zidar, morda tudi gospod Penko, čeprav ga verjetno ne zastopate vi, bodo vložili, mislim, bosta vložila kakšne ne vem, zahtevke za odškodnino za to, kar se jim dogaja na televiziji? Ja, to, kar se je zgodilo, je absolutno nedopustno v eni resni državi in nekdo bo za to moral odgovarjati. Jaz se bom pogovoril s klientom in se bova pogovorila tudi o morebitni odškodninski tožbi in tudi kazenskim ukrepom zoper odgovor. Da se nekoga pred kamerami nacionalne televizije aretira in zapre in na koncu iz tega ni popolnoma nič, je katastrofa za pravno državo. Tega se morda ljudje ne zavedajo. Ali lahko te, ki boste morebiti odškodninsko ovadili, povrnejo
rezultat nič v finalne nogometne tekme med Španijo in Nemčijo, kajti gospod Zidar naj bil namenjen tja in zdaj, če nekako razumem, koliko bi bilo vredno to, da si ni ogledal finala. To je zdaj težko reči, o tem ne bi želel govoriti zdaj v tem trenutku o višini kakšnega koli zahtevka, ampak stvar je dejansko toliko resna, da mi je težko videti šaljivo plat. Prišli smo toliko daleč, da nihče ne ve, kaj se mu bo zgodilo jutri. In meni je nek kolega odvetnik zdaj povedal, ki sem ga srečal, jaz točno vem prav, zakaj je do tega prišlo. Nisem nor, da bom to povedal, bo je mene jutri zaprl. A vam jaz povem, jaz sem možda srečal istega človeka. Na nogometnem stadionu bi se lahko srečala gospod Zidar in gospod premier. Verjetno ne bi bilo ravno prijetno srečanje, ne? Ampak kako zagreniti nekomu, ki mu odpirajo šentviški predor jutri, je pa verjetno to ena izmed lepših akcij. No, prav. Samo še to me zanima. Ali mislite, da ga lahko priprejo ponovno, da ne bi prišel na to otvoritev šentviškega predora? Pravnih razlogov za to ni. Jaz tudi mislim, da še enega strela v prazno si ne bi prvošel v 24 urah. Sem bil pa tudi včeraj presenečen. Jaz si nikoli ne bi mislil, da bojo tudi to naredili, kar so včeraj naredili. Tako da presenečenja so možna. Najlepša hvala.